Denar ni osreče človeka. Tisto zgodbo sem našla v eni knjigi in si mislila, da mogoče bi prebrala, ampak raje bom povedala s svojimi besedami. Torej, nekoč je živel reven kmet, je izdeloval metle in en bogataš njega opazoval vsak neki vikend, ko je šel na tržnico prodajati svoje metle. In ko je šel vedno nekaj pel, vse je bil zadovoljen, enkrat on ga vprašal: "Zakaj si vedno tak srečen?" "Ker grem na tržnico, vem, da bom nekaj zaslužil, da bom se počutil dobro, da moja družina bo preživela." Bogataš pa mu vzel in dal lonček z denarom, napolnjenim z denarom. Od takrat naprej tisti kmet nadaljeval s tem, da je šel tudi na tržnico, ampak ni več pel. Bogataš ga vprašal: "Zakaj ne poješ več?" "Veš kaj, vse še zdaj tudi izdelujem tiste metle, ampak vedno razmišljam, ker si mi dal lonček z denar, ki je bil napolnjen na 3/4. Jaz pa vedno zdaj tuhtam, kako bi ga napolnil do vrha. In zato ne pojem več." Tisti bogataš mu reče, da prinese nazaj tisti lonček. Kmet misli, zdaj on bo dal mi do vrha denar. On pa ga vzame in pravi: "Idi, raje vozi na svojo tržnico in poj pesmi, kot drži tisti lonček z denar, in raje vidim, da imaš veselje, kot pa moj denar." To je taka zgodba, mi včasih res nismo srečni od tega, kar imamo, in samo razmišljamo o tem, kaj bi še smo zaslužili še več, še več, še več. Ampak danes sem videla eno slikico. Tisti dan, danes, kot smo dobili tisti dan, ne vrniti nazaj, niti zamenjati ne moreš. Samo lahko ga preživiš. In to je tako, res, ko kupiš v trgovini nekaj takega, kaj ne moreš niti zamenjati, niti vrniti. Bi želela vam, da cenite to, kar imate, in ne tuhtete kot tisti kmet v tem, da napolnite lonček do vrha. Pojte pesmi in bodite srečni. Sem malo se prehladila, zato ne snemam video, ker imam tisti še glas, ampak upam, da kmalu meni bo boljše.